Današnja konferenca je organizirana ob objavi Evropskega poročila o drogah, ki ga vsako leto objavlja Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Danes vam bomo predstavili ključne povzetke Evropskega poročila, slovensko poročilo, prikazali statistiko smrti zaradi drog ter predstavili, kako podatki vplivajo na oblikovanje politik. Tudi s tem namenom je vrstni red govorcev sledeč, se pravi, da predstavimo evropsko poročilo, potem sledi slovensko, statistika smrti in pa potem gospod Hren iz Ministrstva za zdravje pove nekaj o, kako sem že omenil, oblikovanju politik. Zdaj bi pa kar predal besedo Milanu. Milan, izvolite. No ja, hvala lepa za besedo. Vmes, ko smo te računalnike nosili, je samo spremenil vozni red, tako da jaz bi vas najprej rad pozdravil v imenu direktorja Lizbonskega centra za droge Aleksisa Guzdila, ki je zdaj ta glavn v tej agenciji, ki pelje razvoj in tako naprej, in ta agencija vsako leto izdela to poročilo, ki je eno najbolj obsežnih del, ki jih agencija naredi. Da boste pa videli, kako je to obsežno delo, vam moram povedati, da je to se zbira v 28 državah v nacionalnih informacijskih točkah. To je ena izmed teh točk smo mi. Tule sedimo za mizo vsi člani te skupine, pa še nekaj je, pa potem imamo tudi zunanje člane, torej to je ena velika množica ljudi in strokovnjakov, visoko izobraženih evropskih, ki so te podatke skupaj dali. Torej gre za podatke, ki so zbrani na scientific based in so na osnovi best practice. Tukaj ni, kaj kdo misli, pa kaj si kdo želi, ampak to, kar nam podatki pokažejo. Seveda sem tudi dolžan, da vas pozdravim v imenu naše direktorice Nine Pirnat. Še to bi rad poudaril, da gre za pravzaprav najboljše podatke na področju drog v svetu, kajti agencija v Lizboni je tista, ki v tem trenutku ima najboljšo metodologijo in najboljši način zbiranja podatkov na področju drog. Po njej se zgleduje zdaj tudi Združeni narodi, tako da dejansko bi želeli, da bi praktično več regij v svetu zbiralo na ta način, kajti prepričani smo, da je možno planirati politiko na področju drog samo na podlagi podatkov, ki so realni, znanstveno preverljivi in na ta način tudi potem blizu ljudem. Tako. Zdaj druga stvar je, jaz bom predstavil evropsko poročilo. Imate eno kopijo, to je še ona kopija, ki je bila pod embargom. Tule imate tudi en plakatek, to je tale, tule spodaj. Torej tale tu spodaj, ga imate tu na mizi. To je vstopna točka za vas do naše spletne strani na MCDDA, ampak tudi, če boste samo MCDDA danes odtipkali, boste noter padli, ker je danes ta stran dejansko zelo vroča. Te podatki naši so v 3 paketih. Eden je tale report, ki ga imate tu na mizi, drugi je country drug report, ki je trenutno še v izdelavi, nekaj se je zakompliciralo pri softverju. Potem imate pa, če boste šli na spletno stran, eno veliko statistično bazo, ki verjetno eno boste vi uporabljali, ampak toliko, da veste, da imate tam. To je en podatek, a jaz to vidim slabo ali je ostrina slaba? Ne, tle morate dati malo ta veliko. Slaba ostrina, ne? To bi mogel. Boljše. No, v glavnem... Milan, na cel naslov dajte predstaviti. Ja, mogoče pa to. Kje je tukaj? Tle, na tole klikate. Hvala. Ja, zdaj ga pa malo. Ne, je. Dobar je, v redu. No, tole je, kako so države zapravljajo denar za področje drog in lahko vidite, da smo Slovenci čisto na vrhu. In to sem dal za nalaž gor, ker nas velikokrat
v javnosti krivo, obtožujejo, da ogromno damo za represijo, ampak vidite, da smo država, ki da najmanj za represijo in veliko več za zdravljenje in ostale aktivnosti, za drug demand reduction in druge aktivnosti, ki potekajo na tem področju. Torej, represija ni pri nas ključna, čeprav se v javnosti zelo rado to tudi uporablja. Druga, zdaj hitri poudarki so, pri kokainu imamo vse večje zasege in kokain ni samo pri nas problem, je tudi v celi Evropi. Evropa je bogata dežela in seveda tisti, ki proizvajalci kokaina na veliko trgujejo po Evropi. Veste, da imamo tudi mi veliko afero okrog kokainskega carja in tako naprej, ne bi tega odpiral. Potem so sintetični opioidi, zelo pomembno področje, ki, to grem sam na hitro, pa bom bolj detaljno šel naprej. Potem heroin se vrača nazaj. Afganistan je sprostil proizvodnjo opija in zdaj imamo še drug fenomen, da se opij vozi v evropski prostor in so laboratoriji za proizvodnjo heroina v Evropi. To se pravi, niso v Afganistanu več, so še vedno, ampak ni jih več toliko. Problem je, da so se razvili kar neki laboratorijev v evropskem nivoju, kar pa pomeni, da bo heroin še bolj blizu, bom rekel, uporabnikov. Potem je cela vrsta novih psihoaktivnih snovi in problematika in pa konoplja, ki se je seveda spremenila v smeri, da imamo visoke koncentracije THC v konoplji tudi do 21% in pa prisotne so nove metode proizvodne konoplje, ki so bistveno bolj intenzivne, nove poti uvoza iz Maroka in tako dalje. In pa, kar je zelo pomembno, nam se nenehoma v zadnjih letih zvišuje število prvih vstopov v zdravljenje zaradi problematike, ki jih povzroča konoplja. Zdaj, zasegi, samo grafe, gledajte, ne številk, v glavnem vidite, da so zasegi praktično se povečali povsod. Tako na področju, ja, to je pa zdaj se bo slabo videlo. No, ampak skratka, zasegov imamo vse več. Drugi, po drogah pa lahko rečemo, da je največji delež teh zasegov pravzaprav obsega konoplja, pa ostalo, takoj za njim pa sledi seveda kokain z 10%, potem heroin in tako dalje. Takole so kaznovalna politika, ne? Če gledate, pri amfetaminih se nam dviga, ne? Recimo pri potem kanabisu se nam dviga, ne? Imamo vse več kazenskih, medtem ko imamo pri heroinu, imamo pa seveda manj. Zdaj, vstopanje pacientov v programe glede na primarno drogo na evropskem nivoju je treba pač povedati, da imamo seveda vse večji delež tistih, ki vstopajo zaradi kanabisa, ne? In pa ostale droge. Tukaj med ostale droge so pa seveda zdravila, opijatne in vsa ostala zdravila, ki sodijo v ta kontekst in seveda celo vrsto tudi novih drog. Kokain, trg kokaina, vidite, da gre zaveda število zasegov kokaina gre navzgor, ampak na kaj bi vas opozoril na tale desni kvadratek, kjer pravzaprav vidite, da se nam koncentracija kokaina v cestnem kokainu vedno bolj povečuje, da se nam pa cena ne spreminja, ne? Kar pomeni, da imamo v Evropi zelo veliko kokaina in da je ravno zaradi tega ostaja cena ista, čeprav se kvaliteta pa izboljšuje, ne? Tudi v analiza kokaina v odpadnih vodah je v 22 mestih od 38, ki so bili nadzorovana, bilo povečano glede na prejšnje meritve. Potem imate tudi prevalenco uporabe kokaina med mladimi, tudi tu se recimo v Franciji strmo povečuje, imate pa v Španiji pa pada, ne? Ampak zopet, če gledate tukaj gor v Veliki Britaniji, je zopet v porastu, mogoče ima kaj Brexit pri tem.
Slovence vidite, da smo tale barva, ne? To se pravi, da imamo kar dosti kokaina, ne? Dost veliki odstotek jih uporablja kokain med mladimi, v starosti od 15 do 34 let, ne? Govorimo o tej mladosti. In da, če gledate, samo še ena stopna je nad nami, ne? To so pa Francija, pa Španija, pa Velika Britanija, pa Nizozemska, tole gor, ne? Vse več imamo dokazov o njegovi škodljivosti in kaj se nam dogaja, nam se od leta 14 nam strmo raste število pacientov, ki vstopajo prvič v program zaradi težav, zaradi kokaina. Kako ga pa uporabljajo, ne? Vidite, da imamo tudi iniciranje, kar je zelo problematično, ne? Zaradi HIV-a, hepatitisa C in tako naprej. Ko stopijo tam pri 23 letih, ne, potem pa, tole smo že pogledali, no, in dobro, sem ponovito iz prejšnjega. No, tole so pa podatki o zastrupitvah. To se pravi, iz centrov za zastrupitve so pobirali podatke iz vseh teh mest, ki jih vidite tole gor. Tudi Ljubljana je bila tokrat v študiji, ne? In kokain je, če pogledate po zastrupitvah, to se pravi, moram jaz tukaj gor pogledati, kokain je na prvem mestu, ne? Potem sledi heroin, ampak že na tretjem je pa kanabis, čeprav vidim, ne? Tako da je kanabis sodi med tiste droge, ki se dostikrat znajdejo ljudje v centrih za zastrupitve, kar vam bo tudi kolegica povedala v slovenskem primeru tako. V odpadnih vodah vidimo, da se kokain praktično v celi Evropi dviguje, razen tukaj gor, Barcelona je majhen padlo, ampak vprašanje, če je to samo trenutni padec, trend je pa navzgor. Heroin imate zelo veliki zasegi, v Turčiji ekstremno veliki, to zato, ker gre pač čez Turčijo, ne, in Turčija zelo zdaj striktno kontrolira ta prenos heroina v evropski prostor. Vidite, da je bilo tudi predhodnih sestavin veliko zaseženih, ne, in da imamo laboratorije za izdelavo heroina zdaj v Evropi, niso samo v Afganistanu, in kar se nam pojavlja, da se čistost heroina višja. In še en pojav, ki ga tukaj gor ni zapisan, to je pa, da se heroin meša z fentanilom, kar je pa tudi zelo smrtno nevarna kombinacija. Kako trenutno nam še pada število tistih, ki vstopajo prvič v program zaradi heroina, oziroma, ja, pričakujemo pa v prihodnjih letih kar krepak porast tukaj. Stop zaradi zdravljenja, zaradi opioidov, to so pa vsi opiatne snovi, ki jih ljudje zlorabljajo. Vidite, da je 22% ljudi zlorablja teh, ki stopijo v program, pravzaprav zdravila, ne? Pravzaprav metadon, buprenorfin, fentanile in ostale opioide, ki jih lahko dobijo na recept ali na črnem trgu ali pa na darknetu. Darknet je še en pojav, ki ga moram tukaj omeniti. To je nakup na črnem spletu, ljudje dobijo drogo, za katero pravzaprav nekaj piše na vrečki, drugo je dejansko noter, in ko to vzamejo in če se karkoli zaplete, je v zdravstvenem sistemu izredno težko, ker ne vemo, za kaj gre. Ker pravzaprav on je nekaj vzel in tako hitro se pa tudi ne da določati, da bi tako hitro verjeli. Zato se večinoma v teh urgentnih centrih vzdržuje vitalne funkcije, da ljudje preživijo. Tudi tukaj Slovenci nismo tako, nismo rumene barve, ne? Imamo kar dosti visoko število oziroma delež teh, ki uporabljajo opioide. Potem imamo, kako so v teh v programih, predvsem bi rad poudaril to, glede, okrog 700 000 ljudi, če štejemo še Norveško,
je vključenih v substitucijsko zdravljenje, to se pravi, pri nas rečemo temu metadonsko zdravljenje v žargonu, ampak gre za več substitucijskih preparatov, ne, ki jih uporabljamo. 70,000 ljudi, zdaj, če pa gledate starostno strukturo, pa vidite, da so te ljudje vse starejši. In ker so vse starejši, imajo bistveno prej dobijo diabetes, bistveno prej hipertenzijo, bistveno prej imajo duševne motnje in tako naprej, so to bolniki, ki že ostarajo, ocenjuje se tam pri 45 letih, postanejo starčki. To je tudi ena izmed posledic uporabe pač drog. Tudi, če takole nekako smo delež inicirajočih uporabnikov povedal med uporabniki, ki so prvič vstopili v program, Slovenci smo tule pač na nekem spodnjem delu. Pričakujemo pa, da se bo ta val, ki se zdaj preko Turčije vali, počasi tudi k nam približal, ampak če pogledate tukaj gor, so pa inicirajočih, je pa v Latviji, Romuniji in tako naprej v teh državah bistveno več. Zakaj je pri nas tako malo inicirajočih? Je tudi zato, ker imamo zelo dobre nizkopražne programe, ki usmerjajo ljudi, da uporabljajo tudi heroin in ostale opioide na druge načine, manj nevarne. Potem so tukaj smrti v Evropi, rastejo, so v porastu, imamo vse več smrti in tukaj nismo uspešni. Tudi če gledamo med te populacije 15 do 64 let, vidite, smo tule nekje, mi kar na, to je, mislim, da je na 100%, ne? Kaj se sprimeri? Kaj se je, no, vidite, tukaj mi Slovenci smo kar visoko spet rangirali, več kot 40, ne? Potem imate pa še to, da po starostnih skupinah nekje nam raste, med zelo mladimi nam raste smrt, v evropskem merilu seveda, in potem od 30 leta naprej. Tukaj je eno tako zatišje med 20 in 30 letom. Vprašanje, kaj bo drugo leto. Da bi te stvari obvladali, imamo eno takole mrežo, kjer ne bi zmanjševali ranljivost ljudi, s tem, da bi imeli terenske programe, programe njihovega, bomo rekel, ojačanja, zaposlovanja in tako dalje. Potem za zmanjševanje rizika glede overdose, cela vrsta programov, ki jih seveda lahko peljemo, jih tudi peljemo nekatere v slovenskem prostoru, in pa potem, da reduciramo smrtne primere, so pa seveda pomembne varne sobe. In tukaj pri nas se pač tega ne da implementirati in jaz se bojim, da se bo to implementiralo takrat, ko bo čas že mimo. In pa predpisovanje naloksona za domov, to se pravi nalokson je antidot in kolikor nekdo opijat vzame, se overdozira, vzame nalokson, se ga reši njegovo življenje, ne? Tako, to je to. Potem imate, kako smo mi pokriti za substitucijsko terapijo, smo med državami, ki imamo dobro pokritje, ne? So pa tudi države, kot je Romunija, kjer imajo 1500 mest za metadonski program. Imajo pa bistveno več uporabnikov drog kot mi. Pri nas, veste, je okrog 4000 ljudi v substitucijskem programu. In imamo pa 4500, tam do 6000 po oceni rizičnih uporabnikov opijatov, to se pravi, da jih imamo zelo veliki del v programih, ne, kar je ključno, ne. Ljudi morate imeti v programih, če jih nimate v programih, imate potem problemi in s smrtjo, in z obolevnostjo, s krajami, s kriminalami in vsem drugim. Konoplja, sem že rekel, da je povišena THC, približno 1% odraslih je uporablja v Evropi dnevno, 18% v starostni skupini 15 do 24 let. Zakaj radi navajamo to skupino 15 do 24 let? Ker je to skupina, ki
ima tudi lahko zelo hude posledice na kognitivnih funkcijah ob uporabi konoplje. Pri nas seveda je to skoraj grešno govoriti v javnosti, ampak glejte, mi moramo to povedati, ker je to tako tudi dokazano. Sinoć sem dobil članek iz Jame, kjer so tudi neposredno ugotovili posledice, da konoplja povzroča tudi skizofrenijo in skušajo razviti program, kako bi ljudi z mentalnim obolenjem jim preprečili, da bi uporabljali konopljo. Vidite, da imamo tudi tu isti trend, višja koncentracija, cena vedno ista, kar pomeni, da je tudi trg zelo zasičen z konopljo in pa trend vstopov v program se nam povečuje vsako leto več. Približno 83 tisoč ljudi letno vstopa zaradi konoplje v programe zdravljenja. Med mladimi lahko vidite, da so različne prevalence uporabe kanabisa v zadnjem letu. In če pogledate tudi na zemljevid, tudi tu smo kar med tistimi, ki smo dosti visoki konzumenti in naši mladi ljudje, kar močno posegajo po tej konoplji in ko boste videli prej, ko bo kolegica tudi dala svoje podatke, stvar sploh ni tako lepa, kot si kdo predstavlja. No, gremo dalje. Tole je bila ena študija narejena na področju posameznih mest in sicer so pregledovali, kakšne substance so v iglah, ki se jih našli na cestah. In tako je približno vidite, kako se razporeja. Nekje je več heroina, nekje je več katinonov, nekje kokaina, tako da so različna. Evropa je zelo pestra na tem področju, glede uporabe. Tudi vrača se nam ekstazi, vse več ga je. Pravijo, da je to renesansa ekstazija. Tudi v odpadnih vodah ga imamo vse več, tako da ni to samo stvar nekega občutka, tudi vsi podatki kažejo v to smer. Kar je dober podatek, je to, da imamo vse manj HIV pozitivnih, ampak je treba povedati, da je Grčija zaradi tega, ker je ukinila nizkopražne programe, dobila HIV infekcijo in so imeli 600-700 novih caseov, da so tele Latvija, Estonija, Litva imajo epidemijo v tem trenutku z HIV-om, tako da HIV spi in ko ga se zbudi v posamezni državi, je problematičen. Tudi Bolgarija in Romunija imata velike probleme s HIV-om. Torej, Evropa je mehna, veste, ljudje se zelo selijo, tudi ljudje s HIV-om se selijo in tako je treba pač te stvari tudi sprejeti kot del, ki se dogaja v naši širši domovini. Tole okrog hepatitisa C smo dosti dobri, mi sicer pa, če gledate evropsko sliko, Evropa je pravzaprav zelo različno glede tega hepatitisa C, gre pa predvsem za to, kako so države organizirane pri iskanju s hepatitisom C okuženih med inicirajočimi uživalci drog in kako ukrepajo. Ali imajo vse nabore, vsa zdravila in tako dalje. Mi imamo, če se prav spomnim, več kot 95% uspešno zdravljenja hepatitisa C. Namen Evrope je pravzaprav ta, da se da kot eno prioritet obvladovanje hepatitisa C in da bi do leta 30 hepatitis C bil sam še eksotika. To sem že prej povedal, potem so tukaj nove sintetične droge. Vidite tole, da so se predvsem sintetični opioidi povečali v zadnjih letih. Te so pa seveda zelo nevarni in tudi smrtno nevarni, ne? In se vsi dobesedno bojimo in skušamo v evropski nivoju sprejemati ukrepe, ki bi zmanjševali škodo zaradi sintetičnih opioidov. So seveda to nove skrbi,
nove psihoaktivne snovi, zato delamo razne študije v agenciji, ki potem omogočijo svetu Evrope, da sprejme določene ukrepe in v primeru, da ugotovijo te študije, da so te substance življenjsko nevarne, se jih da na listo prepovedanih drog in preganja. Tudi produkcija sintetičnih, mi smo producenti, Evropa producira sintetične droge, jih tudi izvaža, naše sintetične droge se najdejo tudi v Avstraliji, imamo laboratorije, povečujemo čistost, tehnološko se izboljšuje vsak dan te priprave v evropskem prostoru. Zelo veliko laboratorijev se tudi razruši tekom leta, tukaj nimam teh podatkov, zato raje ne govorim, koliko je tega. In pa več držav uvaja testiranje sintetičnih drog na raznih prireditvah, kjer lahko mladi oziroma tudi starejši, kdorkoli že hoče, testira, katero drogo ima in kako je močna. Torej med zaključke ne bi niti vseh prebral, skratka gre za en tak zelo velik zalogaj, veliko materijala, ne da se ga v tako kratkem času niti približno vsega predstaviti, imate ga vse na mizah, jaz mislim, da je toliko materijala, da lahko cel let pišete, vsaj enkrat mesečno. In to je to, če rabite kakršnekoli podatke, imate gor tukaj povezave in tudi pri nas na naši spletni strani so te podatke. In takole bi jaz zaključil in se vam zahvalil za potrpežljivost, ki sem bil malo daljši. Hvala, Milan, za to prezentacijo. Prezentacija je bila malo daljša, zato ker se navezujejo na to evropsko poročilo. Naslednje tri predavatelji bojo se posvetili slovenskim informacijam in podatkom in bojo potekali tudi brez prezentacije. Bi pa prosil, pa še preden začnemo, je zelo veliko materijala, če ga potrebujete, prosto vzamete. Nismo ga še uspeli čisto zložiti, tako da si morate sami pogledati tiska rabite, bojo pa vsa gradiva oziroma večina gradiv tekom dneva dostopna tudi na naši spletni strani. Pa vas prosil bom še tisti novinarji, ki se še niste, če sem na koncu, da ste lahko podpisali. Zdaj bi pa predal besedo Andrej, ki bo predstavila nekaj slovenskih podatkov. Jaz bi rada samo opozorila, da čeprav govorimo o nacionalnem poročilu 2018, da so to podatki za 2017, ker poročilo vedno delamo za eno leto nazaj. Pa gremo kar po posameznih drogah na kratko, kaj so tiste ključne značilnosti. Konoplja še naprej ostaja najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije, najdemo jo predvsem med mladimi. V letu 2018 je bila prvič narejena raziskava zdravje in povezano vedenje v šolskem obdobju med 17-letniki in ta raziskava je pokazala, da je skoraj vsak drugi 17-letnik že kdaj v življenju poskusil konopljo. Razširjenost konoplje je višja med fanti kot med dekleti, skoraj 4% 17-letnikov pa so v tej raziskavi poročali o redni uporabi konoplje. Zakaj je ta podatek pomemben? Zaradi tega, ker iz tega lahko sklepamo, kakšna bo potreba potem po zdravljenju. Tukaj bi rada opozorila tudi na raziskavo MONT, ki je bila dvakrat izvedena in sicer prvič leta 2007, drugič 2017. To pa zaradi tega, ker je narejena med dijaki, ki obiskujejo maturantske izlete in ta raziskava je pokazala kar precejšen porast uporabe konoplje v tej populaciji. Če je leta 2007 64% dijakov, ki se udeležujejo maturantskih izletov, uporabilo konopljo, jih je v letu 2017 konopljo uporabilo že 64%. Če pogledamo podatke o vstopih v zdravljenje, ugotovimo, da je konoplja na drugem mestu kot razlog za vstop v zdravljenje v centre za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog. Konoplja je tudi tista droga, s katero je povezanih največ zastrupitev, ki jih je v letu 2017 obravnaval Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. Sicer pa Slovenija ostaja samooskrbna država glede prepovedane droge konoplje.
Policija je tako v letu 2017 odkrila 78 prirejenih prostorov za gojenje te prepovedane droge ter tam zasegla več kot 10.000 rastlin konoplje in 88 kg suhe konoplje. Pa tudi sicer, če pogledamo celokupno, je konoplja tista droga, s katero je povezanih največ zasegov, tako po številu kot tudi po količini zasežene droge. Cena za gram konoplje se ne spreminja kaj veliko, nekje je od 4 do 10 evrov, tipično je 4 evre, se pa povečuje THC, vsebnost THC tako v rastlinskem materialu kot tudi v smoli oziroma hašišu. Če pogledamo stimulativne droge, ugotovimo, da sta kokain in ekstazi najbolj razširjeni stimulativni drogi med prebivalci Slovenije. Prisotni sta tako med mladimi, kot v nočnem življenju, kot med uporabniki nizkopražnih programov. Po podatkih raziskave z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju je okoli 5% 17-letnikov že kdaj v življenju uporabilo ekstazi, okoli 4% pa jih je uporabilo kokain. Raziskava vsebnosti drog v odpadnih vodah je za Ljubljano pokazala visoko porabo ekstazija in kokaina v primerjavi z drugimi evropskimi mesti. Raziskava med uporabniki v nizkopražnih programih pa je pokazala, da v tej ciljni skupini okrog 60% uporabnikov uporablja kokain oziroma ga je uporabilo v zadnjem letu. Če pogledamo podatke o zdravljenju, je kokain na 3. mestu kot razlog za vstop v zdravljenje v centre za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog. Po številu zastrupitev je kokain na 2. mestu, in sicer je Center za klinično toksikologijo in farmakologijo v letu 2017 obravnaval 49 zastrupitev zaradi kokaina. Kokain pa je tudi na 2. mestu po številu smrti. Če pogledamo še zasege, je kokain po količini zasegov na 2. mestu, po številu na 3. Cena kokaina na črnem trgu ostaja relativno stabilna, nekje med 40 in 100 evri, za gram kokaina tipično je 60 evrov, se pa krepko povečuje vsebnost kokaina in enako velja tudi za vsebnost MDMA v vzorcih ekstazija. Če pogledamo še heroin in druge opioide, lahko ugotovimo, da je uporaba heroina in drugih opioidov razširjena predvsem v skupini uporabnikov nizkopražnih programov. Podatki ankete, ki je bila narejena v tej ciljni populaciji, kažejo, da je v zadnjem letu heroin uporabilo skoraj 60% uporabnikov nizkopražnih programov, nadomestna zdravila pa okrog 90% uporabnikov nizkopražnih programov. Večina tistih, ki uporabljajo heroin, ga inicirajo. Za leto 2017 je bila narejena tudi ocena visoko tvegane uporabe opioidov in za Slovenijo ta ocena znaša okrog 5000 tovrstnih uporabnikov. Sicer pa je ta cena že dlje časa stabilna. Heroin in drugi opioidi še naprej ostajajo ključni vzrok za vstop v zdravljenje, tako med tistimi, ki prvič vstopajo v zdravljenje, kot med če gledamo celokupno. Po zastrupitvah, ki so jih obravnavali v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo, v letu 2017 je heroin na 3. mestu. Je pa na 1. mestu po številu smrti. Po številu količine zaseženih drog je heroin tudi na 3. mestu. Tako, toliko na kratko. Gremo na nekaj statističnih podatkov povezanih s smrtmi zaradi uživanja drog. Kolegica Mateja, prosim, če povedete. Lepo pozdravljeni. Podala bom nekaj podatkov glede smrti zaradi prepovedanih drog v letu 2017. In sicer smo v letu 2017 zabeležili 47 neposrednih smrti. To so smrti zaradi predoziranj oziroma zaradi zastrupitev s prepovedanimi drogami. To je 7 smrti več kot v prejšnjem letu, v letu 2016. In od leta 2013 že nekako beležimo trend naraščanja števila umrlih zaradi prepovedanih drog.
Toksikološke analize so pokazale, da je v tem letu bilo največ zastrupitev s heroinom, to je bilo 18 oseb, sledijo zastrupitve s kokainom 14 oseb, ki pa so te smrti zaradi kokaina narasle že v letu 2016. Večina smrti se zgodi v domačem okolju in med umrlimi že ves čas prevladujejo moški. Tako je bilo leta 2017 med umrlimi 33 moških in 10 žensk. Ob tem bi pa povedala, da je prvič pravzaprav naraslo število umrlih žensk. Do tega leta se je ta številka gibala nekje med 2, 3 do 5 oseb oziroma žensk na leto. Povprečna starost moških je bila 39 let, žensk pa 44 let. Ta nenavadna razlika v povprečni starosti umrlih jo lahko pripišemo temu, da smo v opazovanem letu zabeležili kar 7 smrti zaradi sintetičnih opioidov. Gre predvsem za zdravila za zdravljenje bolečine, najbolj jih poznamo pod imenom tramadol. In od tega je bilo 5 umrlih žensk v starostni skupini nad 45 let. Tako da to je ta razlika med povprečno starostjo umrlih po spolu. Stopnje umrljivosti v Sloveniji pri odvisnih od prepovedanih drog v primerjavi z zdravimi oziroma z prebivalci, ki ne uporabljajo drog, kažejo, da odvisni oziroma uporabniki umirajo mlajši in so pri tem tudi psihično in telesno manj zdravi. Dr. Krek je že omenil, da umrljivost glede na stanje v Evropski uniji je v Sloveniji 32 na milijon prebivalcev, medtem ko je povprečje v Evropski uniji umrljivost na milijon prebivalcev 22. V Sloveniji uporabniki že uporabljajo fentanil. O tem govorimo zaradi tega, ker se Združene države Amerike, tudi Kanada, že soočajo z epidemijo smrti zaradi sintetičnih opioidov. V Sloveniji sta bili 2 smrti zaradi fentanila. Smo pa na Nacionalnem inštitutu izdali tudi smernice za ravnanje s fentanilom za uslužbence, ki pridejo v stik s to snovjo. Vemo, da je fentanil dosti bolj potenten in nevaren kot recimo heroin oziroma ostali opioidi. Glavni pristopi, ki so nekako dobre prakse v Sloveniji za zmanjševanje števila smrti, so dostopno substitucijsko zdravljenje, kot je omenil že dr. Krek, varno in učinkovito urejanje protibolečinske terapije, predvsem gre za predpisovanje opioidnih analgetikov. Imamo dolgo tradicijo programov zmanjševanja škode, dobro nacionalno in regionalno mrežo tako imenovanega early warning sistema in prepoznavo in zdravljenje pridruženih duševnih boleznih pri uporabnikih prepovedanih drog. Mogoče ne bi naštevala, to je tudi omenil že dr. Krek, kateri so pomembni ukrepi. To ste videli, to je tista slika, ki so kot takšno satovje. Predvsem bi tukaj omenila, da je pomembno dvigniti zavedanje o dejavnikih tveganja za predoziranje, dvigniti zavedanje, kako se nudi prva pomoč ob primeru zastrupitve oziroma predoziranja in seveda uvesti strukturne ukrepe. Tukaj je dr. Krek omenil varne sobe in ukrep nalokson za domov. Kot zaključek bi povedala, da v Sloveniji opažamo naraščanje števila smrti zaradi uporabe kokaina, kohorta uporabnikov prepovedanih drog se stara, multimorbidnost, se pravi obolevnost starejših uporabnikov predstavlja vedno večje breme, tako za zdravstvo kot za socialni sistem, in večina smrti se zgodi z uporabo več drog hkrati ter pomirjevali in alkohola, kar je seveda tako večji problem oziroma predstavlja večjo nevarnost v kombinaciji teh zdravil. V Sloveniji smo že zaznali smrti zaradi fentanila, pojavljajo se substance, ki so uporabnikom neznane in v višjih koncentracijah. Leta 2017 smo prvič zaznali porast umrljivosti pri ženskah in zlorabo opioidnih zdravil
To so opioidna zdravila na recept za zdravljenje bolečine. Opažamo predvsem pri starejših ženskah, ki so tudi način samomora. Tako, hvala lepa. Na koncu bi predal besedo še dr. Jožetu Kmenju, sekretarju na Direktoratu za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje. Najprej povem, da Ministrstvo za zdravje sodeluje pri pripravi nacionalnega poročila o stanju na področju prepovedanih drog neposredno, posredno pa sodelujemo tudi pri pripravi oziroma sprejemanju evropskega poročila na tem področju. In sicer pri nacionalnem poročilu sodelujemo na 3 načine. V, bom rekel, pravno-administrativnem smislu, potem kot vsebinski, nekdo, ki tudi vsebinsko prispeva k nacionalnemu poročilu in tudi kot uporabniki le-tega. Najprej glede upravno-administrativnega vidika lahko povem, da je tako evropsko poročilo, še posebej pa slovensko, tudi že pripravljeno na zelo visokem nivoju, znanstvenem nivoju, kjer so podatki veljavni in zanesljivi in tudi široko uporabni. Uporabni pa tako za snovalce in odločevalce politik na lokalnem nivoju, na nivoju ministrstva in tudi v državnem zboru. Potem glede vsebinskih prispevkov, Ministrstvo za zdravje pač sodeluje pri 2 poglavjih, in sicer glede financiranja tega področja in glede poročanja o zakonodaji in pa politiki na tem področju. Hkrati pa je treba povedati, da pri vsebini sodelujejo tudi druga ministrstva, ker gre dejansko tukaj na tem področju za tesno sodelovanje, nujno potrebno sodelovanje vseh resorjev s pristojnostmi od Ministrstva za notranje zadeve, pravosodja, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za izobraževanje in šport, torej vsa ministrstva, ki tukaj imajo neke pristojnosti, sodelujejo tudi pri pripravi nacionalnega poročila in to je zelo pomembno sporočilo. Glede konkretne uporabe podatkov pa lahko povem 2, mogoče celo 3 primere, vse iz letošnjega leta. V začetku tega leta je vlada že potrdila spremembe in dopolnitve uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. V tem dokumentu je bilo na novo v seznam prepovedanih snovi razvrščenih 89 novih psihoaktivnih snovi. To so večina snovi, o katerih so govorili že kolegi pred menoj. Gre za fentanile v glavnem. Fentanili se lahko uporabljajo nekateri tudi v medicini, velika večina pa nima neke znane, legitimne oziroma legalne uporabe. In 89 od teh po večini, kot rečeno, fentanilov je bilo z januarskimi spremembami in dopolnitvami uredbe razvrščenih na seznam prepovedanih drog. Drug tak primer konkretne uporabe podatkov pa je akcijski načrt na tem področju. Ravno kar na ministrstvu usklajujemo še zadnje pripombe med resorji glede tega dokumenta. Ta akcijski načrt je zdaj zadnji v vrsti akcijskih načrtov v okviru izvajanja nacionalnega programa na področju prepovedanih drog, ki pokriva obdobje od leta 2014 do leta 2020. Akcijski načrt pa pokriva zdaj 2 leti, letošnje in pa prihodnje leto. Jaz upam, da bo v najkrajšem možnem času akcijski načrt potrjen na vladi. Empirične podatke za ta dokument pa smo črpali ravno iz nacionalnega poročila. No, še en tak konkreten primer tudi, kjer so podatki iz nacionalnega poročila služili, je pa naš operativni program na področju prepovedanih drog. Torej črpamo evropska sredstva in v okviru teh sredstev izvajamo tudi program testiranja drog. O tem sta govorila prej tudi dr. Jandal in pa dr. Krek. Torej testiranje drog je eden izmed pomembnih ukrepov pri preprečevanju zastrupitev oziroma smrti.
Jaz mislim, da s tem, in s tem bom tudi zaključil, se v Sloveniji približujemo k definiciji, da naša politika na področju drog temelji na dejstvih in ne, da dejstva temeljijo na politiki. Hvala.